Marje preživlja težke čase. Že kakšen teden dni so ujeti na otoku, pa ne vedo, kaj bi naredili. Evstahija ne morejo kar pustiti samega, na ladjo pa ga tudi ne morejo spraviti. Takoj, ko je Evstahij z vso svojo zmajsko težo stopi na morje, se ta začne potapljati v morje. Kar pomeni, da je situacija brezizhodna. Kaj bo sedaj sa posadko in našim mišjim poglavarjem Repicvilom? Lepicvil, pozabljaš na Aslana. On je z nami, nismo sami. Adamovi sinovi in Evine hčerke. Če kdo, potem mu lahko pomaga Aslan. Vendar bo moral tudi Evstahij kaj narediti za to. Joj, šele zdaj vidim, kakšen zmaj sem v resnici bil. Nagajal sem vsem po vrsti in se izogibal svojim zadolžitvam. Posmehoval sem se Repicvilu, se prepiral z Lučko in Edmundom. In kaj so storili oni? Prijazno so me sprejeli nazaj in me sprejeli medse. Namesto, da bi me pustili kar tu na tem otoku in sami nadaljevali pot naprej. Joj, ko bi le obstajal način, da jim vse to vrnem. Toda za kaj takega bi moral najprej spet postati deček. Evstahij, Adamov sin, pridi, hodi za menoj. Evstahij, Adamov sin, vstani, hodi za menoj. Toda, kdo si ti? Jaz sem. In sedaj vstani, Adamov sin, vstani in hodi za menoj. Sleči boš moral svojo kožo, če želiš postati dekšek, kakršen si bil ustvarjen. No, vsaj tega bi se pa lahko še sam spomnil. Ne gre, ne moram. Dovolj je, da te jaz spremenim, toda tudi ti se boš moral želeti spremembe. Želiš, da ti pomagam, da postaneš deček, boljši kot si bil? Da, želim. Nočem več povzročati težav svojim prijateljem, kajti šele zdaj vidim, da v resnici so bili moji prijatelji. Dragi Adamovi sinovi in Evine hčerke, ste videli velikega Aslana, največjega med kralji Narnije. Klical je Evstahija, da bi ga spremenil nazaj v dečka. Evstahij je to poskusil narediti sam, a nihče izmed nas ni dovolj močan, da bi si sam zmogel sleči zmajsko kožo slabih navad. Tako je Evstahiju zmajsko kožo slekal Aslan, pa ne le to. Z njo vred je iz njega odluščil tudi njegovo zmajsko naravo. Spremenil ga je v boljšega dečka, kot je bil pred prihodom v Narnijo. Ko je iz njega odstranil zmajsko naravo, ga je okopal v gorskem izviru. Sedaj je Evstahij postal nov deček. Prav zanima, kako bodo nad spremembo presenečeni ostali člani posadke. Prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, ne morem ga doseči. Čudovita so tvoja dela, tvoja duša to dobro ve. Evstahij, a si to res ti? Poglejte, kdo je spet z nami. No, ali celo bolje, kdo je sedaj z nami. Evstahij, spet človek, en aplavz za Evstahija. Pa nisi več takšna mrcina. Evstahij, povej nam, kako si znova postal deček. No, hočeš reči, kako sem sploh postal deček? Najprej pa mi oprostite, ker sem bil takšen zmaj z vami. No, vse skupaj je bilo podobno zelo čudnim sanjam. Spominjam se le največjega leva, kar sem jih kdaj videl. Prav ta lev me je odpeljal do gorskega izvira in me tam spremenil nazaj v dečka. Mislim, da si srečal Aslana. Aslana?
Je to tisti veliki kralj Narnije, o katerem ste mi pripovedovali, ga poznaš? No, on pozna mene. On je veliki kralj, sin prekomorskega cesarja, ki je tudi mene nekoč rešil in osvobodil Narnijo. Dežela, proti kateri plujemo, je Aslanova dežela. Zanimivo, kajti ko sem se znašel v njegovi bližini, me je bilo nepopisno strah. Lahko si sicer misliš, da bi kot zmaj zlahka premagal še tako velikega leva, toda to ni bil takšne vrste strah. Ni me bilo strah, da bi me požrl. Preprosto sem čutil spoštovanje do njega. Če je kje na svetu kdo, ki je zmožen stopiti pred Asna brez tresočih kolen, je pogumnejši kot ves svet ali pa preprosto nima vseh kolečkov v glavi. Fant, občutek imam, da bova midva še prijatelja. No, saj ne bi rad motil tega veselega vzdušja, ampak na tem otoku smo prebili že čisto preveč časa. Moramo naprej, dokler je vreme še ugodno. In pa skrajni konec sveta in Aslanova dežela nas čakata. Dajmo. Prav imaš, Drinjan. Posadka, gremo na svoja mesta. Dvigite lestav. Dvigam sidro. Stari je na blizu z majsko kožo, slika tudi starega človeka. Bilo bi lepo in precej resnično, če bi rekli, da je bil Evstaki odslej drugačen deček. Aslan mu je pomagal sleči z majsko kožo, toda Evstaki se bo še naprej sam v življenju moral truditi, da bo uspešno premagoval svoje zmajevske želje. Posadka se sedaj odpravlja naprej proti Aslanovi deželi. Na novem otoku pa jih čaka prav posebno srečanje. Ti, lepi, a ti veš, kaj me skrbi? Ne, kaj? Sedaj, ko je naš poglavar Repicvil na poti, kdo bo skrbel za naše mišje ljudstvo? Ne vem. Slišal sem celo, da namerava Cviličil prevzeti poveljstvo nad narnijskimi mišmi. Ja, lepo. Ja, a pa me ti sploh kaj poslušaš? Cviličil želi postati naš poglavar. Ja, kaj mi pa nisi tega že prej povedal? Ja, pa saj sem ti, le da me ti nisi poslušal. Veš, ni dovolj, da ti jaz nekaj povem, ampak me moraš tudi ti poslušati. No, ampak pustiva zdaj to. Poglejmo si raje, kako se odvija pot naše posadke. Kapno na vidiku! Poglejte, kapitan! Spuščam sidro! Stali bomo! Tukaj nekdo živi, ampak nikjer ni nobene žive duše. Videl sem še ogromno čudnih narnijskih krajev in da česa tako čudnega še nisem videl. Poglejte, kaj je tukaj. Tukaj pa nekaj piše. Čisto namičeno, kaj tu piše. Drinjan. Pa pokažite se, kako ne se bojujemo z nevidnimi sovražniki. Ma kje je vaša čast? Kar hočemo od vas je to, da vaša mala deklica za nas naredi neko uslugo. Prosimo, mila večernica! Prosimo, mila! Mala deklica, ta mlada dama je kraljica. No, ničesar ne vemo o kraljicah. Želimo le, da gre vaša deklica v sobo zobnega čarovnika in tam iz njegove velike knjige prebere izrek, ki nas bo ponovno naredil vidne.
dovolj poguma, da bi to opravili sami, vi pa bi v nevarnost poslali damo. Nič osebnega, a izrek mora prebrati deklica, sicer ne bo uspelo. Prav se povedala, šefica, prav se povedala. In če ne grem, no, potem se tebi in tvojim prijateljem nič dobrega ne godi. Več kot 50 nas je in vsi imamo meče. No prav, a potem pa grem. Lučko čaka zahtevna naloga. Vstopiti mora v neznano sobo, kjer jo lahko kadarkoli zaloti čarovnik, ki po pripovedih Traponokcev sploh ni prijazen. V sobi stoji velika knjiga življenja, v kateri je polno modrih izrekov. Lučka mora poiskati pravega in ga na glas prebrati, če želi pomagati Traponokcem. Poglejmo si, kako bo opravila svojo nalogo. Lučka je listala veliko knjigo življenja in se ustavljala na posameznih straneh. Druge pa je na hitro preskočila. Nenadoma je v knjigi našla nenavadno zgodbo. Tako čudovito in resnično, osupljivo in lepo, ki je ni brala še nikoli v svojem življenju. To je bila zgodba o veliki daritvi, o neskončni ljubezni in največjem čudežu. Ko je želela obrniti liste nazaj, je ugotovila, da je pri veliki knjigi življenja liste mogoče obračati le naprej, vedno naprej, nikoli nazaj. To je bila najlepša zgodba, kar sem jih kdajkoli brala. Pa bi jo le lahko še enkrat prebrala. Si jo bom preskušala priklicati spomin. Kaj mi je že govorila? Prepričana sem, da je bilo nekaj o kelihu in meču, pa nekaj o drevesu in zelenem griču. Bi se le lahko še česa spomnila. Se res, Traponokci, hitro moram najti prave besede, da jih bodo znova naredile vidne. Tukaj so. Vse, kar je skrito, naj sveti, podobo prejšnje naj dobi. Na vsako bitje in žival postane vidno, kot je prav. Aslan, kako lepo, da si prišel. Ljubi otrok, ves čas sem tu s teboj. Aslan, te lahko nekaj vprašam. Mi bo še kdaj prebrala tisto zgodbo, tisto najlepšo zgodbo, ki se je sedaj le spomnila. Mi jo bo še kdaj povedal? Da, zares, leta in leta ti jo bom pripovedoval. Lučka se je poslovila od Asana in se vrnila nazaj k prijateljem in Traponokcem, ki jih je prebranil rok spet naredil vidne. Traponokci so od navdušenja, ker jim je Lučka pomagala, ladjo bogato obložili s hrano in pijačo. Kar je Lučka prebrala v veliki knjigi življenja, je pomagalo Traponokcem. Sama je v njej našla zapisano najlepšo zgodbo, kar jih je kdajkoli brala. Asan je ljubil, da jim bo to zgodbo pripovedoval še leta in leta. S to zgodbo se lahko srečamo tudi mi, če imamo le odprte oči. Povedujejo nam vsem, ampak jo moramo le prisluhniti in jo slišati. Posadka jutra in Jezalje je veselo zaplula v iskanju Aslanove dežele. Toda posadka še ne ve, da se pred njimi odpira temni otok. Mu bodo kos? Gremo vsi na palubo, odhajamo! Hvala.